Tokrat v občinskem informatorju. Na osnovni šoli Ludvika Pliberška učenec pozitiven na novi koronavirus, novih okužb do danes ni. V Mariboru proračunski sklad za pomoč in razvoj. Projekt Lokalno z vavčerjem na BKTV. V Miklavžu na Dravskem polju bodo energetsko prenovili občinsko stavbo. Pogovor z direktorjem energetike o odvozu odpadnega blata iz Dogoš. Naslednji teden v Sveti Trojici odpre vrata nova ambulanta. V Zvezi prijateljev mladine Maribor dobili 100 litrov razkužila za roke. Vtrgana govedina, vafli z ocvirki in druga domiselna domača hrana ob Trojiškem jezeru. Lepo pozdravljeni. Na osnovni šoli Ludvika Pliberška v Mariboru so potrdili okužbo s koronavirusom pri tretješolcu, ki pa ni zbolel in ni kazal znakov okužbe. Na Inštitutu za javno zdravje pravijo, da gre verjetno za manjši družinski izbruh, medtem ko izvor okužbe še vedno ni znan. Več kot 40 oseb je od današnjega dne v karanteni. Ravnateljica osnovne šole Ludvika Pliberška je pojasnila, da učenec, pri katerem so potrdili okužbo, ni kazal znakov. Na šoli so postopali po protokolih, obvestili ministrstvo in Inštitut za varovanje zdravja, nato je sledil še pregled epidemiologa. Pregledali smo, kje so bili učenci, torej kakšne imamo protokole glede čiščenja, glede delitve v skupine, kako otroci sedijo, kje se gibajo po šoli in na podlagi tega je potem epidemiologinja zaradi varnosti odločila, da bo razred in učiteljica preventivno v karanteni. Glede na to, da jim je uspelo delo organizirati tako, da so lahko skoraj vse ukrepe upoštevali in ostali učenci na šoli niso prišli v stik s tem oddelkom, v katerem je 18 otrok, ni potrebe po zaprtju šole. V tem tednu so sicer v šole ponovno zakorakali še vsi preostali učenci, ravnateljica pa umirja, da pouk kljub potrjeni okužbi pri učencu prve triade poteka nemoteno naprej. Ukrepi so, bom rekla, kar zahtevni. Moram pa pohvaliti tako učence kot starše in tudi učitelje. Organizacija je stekla in mislim, da so se že kar lepo navadili. Najbolj nas je seveda skrbelo za najmlajše učence, ki so se lepo navadili na vse protokole, ki jih morajo opraviti. In prepričana sem, da se bodo tudi še največji, ki pridejo, oziroma brez devetošolcev seveda, ampak tudi največji lepo vklopili v sistem, tako kot je potrebno. In do zdaj nekih težav pri upoštevanju ukrepov nismo imeli. Ali bodo morali testirati še koga drugega z te šole, ravnateljica ne ve, saj o tem primeru zdaj odloča Nacionalni inštitut za javno zdravje. Kot pa so pojasnili na NIJZ območni enoti Maribor, vir okužbe še vedno ni znan, je pa po novem več kot 40 oseb v karanteni. Kar se tiče epidemiološke situacije okužbe z novim koronavirusom v mariborski regiji oziroma v okviru mariborske občine, novih primerov do te ure današnjega dne in od včeraj naprej nismo prejeli prijavljenih. Smo pa seveda še dodatno izvedli poglobljeno intenzivno epidemiološko poizvedovanje in na podlagi določenih indicov seveda danes kontaktirali še dodatne kontakte širšega družinskega in prijateljskega kroga, med katerimi smo seveda opredelili nekje 17 oseb, za katere smo predlagali karanteno. Predloga po testiranju zaenkrat ni. Odrejena karantena pa pomeni, da so v karanteni 14 dni in se nato lahko vrnejo v vsakdanje življenje. Epidemiologi se trenutno ukvarjajo tudi z raziskovanjem vira okužbe. Vir okužbe zaenkrat še ni znan, tako kot je že včeraj predstojnik Centra za nalezljive bolezni povedal. Epidemiološka v bistvu slika, kar se tiče izvora dotičnih okužb, okužbe v dotičnem klastru, je nekoliko zabrisana. Še vedno pa smo v poizvedovanjih pri kontaktih tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Osebe, za katere so predlagali karanteno, so z današnjim dnem zdrave in ne kažejo simptomov, so pa jim podali vsa navodila, kaj storiti, ukolikor se kakršnikoli simptomi dihal razvijajo. Po zadnjih podatkih sta tako ob okuženem tretješolcu okužena še njegova mama in brat. Na 11. dopisni seji je mestni svet Mestne občine Maribor sprejel odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor. S tem skladom želijo pomagati tako javnim zavodom, raznim društvom, pa tudi pravnim in fizičnim osebam, ki na območju Mestne občine Maribor izvajajo gospodarsko dejavnost.
Na posebnem računu bodo tako zbirali sredstva, ki jih bodo nato razdelili med izbrane prijavljene posameznike in organizacije, posebej za dobrodelno pomoč ter za spodbujanje razvoja in izboljšanje pogojev za razvoj na različnih področjih, tako gospodarskih kot negospodarskih dejavnosti, pa tudi humanitarnih dejavnosti v Mestni občini Maribor. Če se najprej fokusiramo na zbiranje sredstev poteka na način, da se doniranci prijavijo preko naše spletne strani, na naši spletni strani maribor.si. Potem pa samo razdeljevanje sredstev pa se izvaja preko javnih razpisov. Se pravi, kdo je pravzaprav zdaj bo upravičen do tega, da dobi sredstva? Torej, glede na potrebe v sami Mestni občini Maribor, v primeru humanitarne pomoči, na drugi strani pa v primeru razvoja, torej to pomeni, da se bodo lahko oblikovali ali štipendijski skladi za spodbujanje mladih, za razvoj mesta Maribor, oziroma podjetja z subvencioniranjem ali posojil ali obrestnih mer. Njegov namen ni vezan samo v tem času, ampak je širši in trajnejši. Res je, da so med epidemijo dobili veliko klicev na pomoč, kar jih je spodbudilo k ustanovitvi trajnejše oblike proračunskega sklada za pomoč in razvoj. Ideja se je v bistvu porodila v času širjenja epidemije COVID, vendar smo zastavili naš načrt nekoliko širše, torej pomoč ranljivejšim skupinam, torej kot humanitarna pomoč in pa kasneje tudi za razvoj mesta. Sredstva v sklad že pritekajo. Vsi tisti, ki želijo donirati, se prijavijo preko spletne strani www.maribor.si. To je prvi korak. Ko bomo pa se odločili za razdeljevanje teh sredstev, pa bomo objavili javne razpise, ki bodo tudi objavljene na naši spletni strani. Med tistimi, ki se bodo prijavili na razpis za pomoč, bodo izbrali tiste, ki bodo do pomoči upravičeni. Ustanovljena bo posebna komisija. Določeni bodo posebni kriteriji, na osnovi teh kriterijev bodo potem tudi izbrane skupine oziroma posamezniki za pomoč. Sredstva bodo razdelili ali kot posojilo ali pa kot subvencijo, ker pa gre za namenska sredstva, ustanovitev proračunskega sklada ne bo vplivala na občinski proračun. V tretjem paketu protikoronskih ukrepov vlada načrtuje tudi turistične bone ali vavčerje. Vsak polnoleten državljan bo predvidoma dobil vavčer v vrednosti 200 evrov, otroci pa v vrednosti 50 evrov. Želeno je, da državljani in državljanke svoje vavčerje izkoristijo pri lokalnih ponudnikih v domačih krajih in s tem podprejo lokalne ponudnike. V naslednjih dneh bomo na BKTV v slogu spodbujanja po podpori lokalnim predelovalcem in ponudnikom prenočitvenih kapacitet predstavljali lokalne turistične kmetije. Veseli bodo vašega obiska z vavčerjem. Lepo pozdravljeni. Danes smo v sklopu projekta Lokalno z vavčerji na turistični vinogradniški kmetiji Mulec v Jakobskem dolu. Dušan Mulec nam bo predstavil, zakaj ste vsi turisti, ki želite vavčer koristiti pri njih, več kot dobrodošli. Torej, kaj turistom ponujate, zakaj so vsi dobrodošli pri vas? Pozdravljeni na vinogradniški kmetiji Mulec. Kot vidite v ozadju, imamo en lep objekt, v katerem imamo možnost prenočišč z 14 postelji. Potem obdelujemo 5 hektarov vinogradov, 2 rdeče sorti, 8 belih sort, ki vse polnimo v buteljke in to vse možno tudi pri nas poskusiti. Seveda ob degustaciji še vam dodamo kakšen prigrizek in potem lahko prenočite in zatrkujete ter uživate v naši prelepi naravi. Za turista pa je verjetno tu mnogo idej, kaj lahko počne, če se odloči priti k vam. Seveda, turisti lahko tu uporabljajo tudi električna kolesa, ki imamo v sklopu skupnega projekta Cool E-Bike z več partnerji. Lahko potem kolesarijo do sosednjih vinogradništev, tudi potem do gostilne in vinoteke Žmavc, ki je v centru Jakobskega dola. Potem lahko se pridejo gledati naše jelene, ki so v obori, ter tudi mogoče kakšne prijatelje povabijo, da pridejo k nam na naše postajališče za avtodome, ki je tu v ozadju. Je pomembno, si želite slovenskih turistov. Se vam zdi, da mogoče Slovenec ne pride sem, ker ne pozna teh koncev? Bi želeli, da s tem, ko nekdo dobi vavčer, koristi ravno zato pri vas ga? Seveda, še posebej Slovenci so dobrodošli, tako iz mariborskega konca kot iz drugih delov Slovenije.
Tu naše slovenske gorice so praktično še turistično neokrnjene in tudi vsi turisti, ki pridejo sedaj, so navdušeni. Nudite nočitev z zajtrkom, kot je za vavčer potrebno. Imate potem kakšno priporočilo za goste, kje se lahko kulinarično naužijejo dobrot? Seveda, tudi pri nas se da kakšen prigrizek dobiti, drugače pa seveda v centru kraja je vinoteka ter gostilna Žmolc, ker vas lahko razvajajo z raznimi domačimi dobrotami. Je pa sicer tudi tu okoli veliko kmetij. Sodelujete med sabo? Seveda, mi smo predvsem vinogradniško območje in z našimi sosedi, vinogradniki, sodelujemo, kot so na primer vinogradništvo Bračko, ekološka kmetija Šumenjak, vinogradništvo Kraner Platajs, vinogradništvo Šlebinger, Fabijan, Senekovič. Naprimer, naši najbolj starejši sosedje je tudi predelava zelišč Šerbinek, ker lahko si ogledate tudi vrt z vsemi zelišči ter kupite razne izdelke. Torej, nekomu, ki ima rad dobra vina, ne bo žal, da obišče ta kraj? Ja, seveda ne. Vin imamo na pretek, od suhih, pol sladkih, ter predikatov in seveda penin. Torej, najlepša hvala za vašo predstavitev kmetije danes in upam, da boste letos napolnjeni do zadnjega kotička. Hvala vam, dobrodošli in veselimo se vašega obiska. V občini Miklavž na Dravskem polju pa so podpisali pogodbo za izvedbo projekta Celovita energetska prenova stavbe občine Miklavž na Dravskem polju z izvajalcem projekta. Po tej prenovi bodo v Miklavžu uredili še prenovo osnovne šole in kanalizacije. Prihodnji teden bodo v Miklavžu na Dravskem polju že začeli z energetsko prenovo občinske stavbe. To je kompletna energetska sanacija objekta, to pomeni gradbeno, obrtniško in inštalacijska dela. Rok izvedbe je 135 dni, to pomeni, da v začetku, konec septembra, začetku oktobra bi morala dela biti zaključena. Jaz mislim, da ne bi smelo biti problemov, tudi ne pričakujemo nekih izrednih razmer, da bi se to lahko kaj podaljšalo. Ocenjena vrednost investicije je bila okrog 800 tisočakov, izvajalec prenove bo sanacijo uredil za dobrih 600 tisoč evrov. Po investicijskem programu je vrednost investicije 874 tisoč evrov. Zdaj ta gradbeni del je bil planiran na 825 tisoč, sedaj najugodnejša ponudba pa znaša 625 tisoč evrov. Ta energetski del se sofinancira iz kohezijskega sklada preko Ministrstva za infrastrukturo in bo sofinanciran predvidoma do 78 tisoč evrov glede na upravičene in neupravičene stroške. Dolgo pričakovana energetska prenova občinske stavbe bo v celoti izvedena v poletnem času tudi zaradi uradovanja občinske uprave, ki bo v jeseni že delovala v novi oziroma prenovljeni stavbi. Občinska uprava bo delovala nemoteno, mi smo vse aktivnosti izvedli že v preteklem mesecu in poiskali smo novo lokacijo v Dravskem dvoru, kjer so se nam prostori izkazali kot najbolj primerni za delovanje. Z prostorskega vidika, z vidika koliko prostorov po številu imamo na razpolago, tako da smo izbrali Dravski dvor. Jaz mislim, da bo tam občinska uprava sicer malce improvizirano, ampak bo vseeno dovolj kvalitetno delovala, da bodo vse funkcije in vse, kar ljudje pričakujejo od nas, izpolnjeno. Z obnovo zasledujejo 3 pomembne cilje, saj so šli v obnovo stavbe zaradi znižanja energije. Energetski koncept je namreč pokazal, da je občinska stavba ena bolj potratnih. Ob tem pa bodo s prenovo zagotovili tudi boljše pogoje za delo občinske uprave in zagotovili, da bo nova stavba tudi bolj prijazna občanom. Seveda se v Miklavžu pripravljajo še na 2 večja projekta, nadgradnja osnovne šole in izgradnja kanalizacije. Kar se tiče izgradnje kanalizacije v Dravskem dvoru, pripravljamo razpisno dokumentacijo, ki bomo počasi objavili tudi na portalu, tako da to bo nekje čez mesec, 2, torej v poletnem času. Računamo začetek izvedbe del ob koncu poletja, kar pa se tiče obnove osnovne šole po terminskem planu, izvedba predvidena drugo leto. Letos pripravljamo projektno dokumentacijo in dovoljenje za gradnjo in nekje ostajamo na tem terminskem planu in zaenkrat kaže na to, da bomo eno in drugo uspeli tako, kot smo načrtovali.
Sicer pa bo energetska sanacija občinske stavbe obsegala kompletno obnovo inštalacij. Energetsko sanacijo pa zajema tudi menjava oken, svetil, nova fasada, namestili pa bodo tudi dvigalo iz pritličja do sajne sobe. Pomembna pridobitev bo parkirišče pred novo stavbo, svoj namen pa bodo dobili tudi prostori pošte, ki jo je občina odkupila, tako pa bodo po načrtih uresničili željo, da bo občinska uprava delovala po načelu vsak v svoji pisarni. Na BKTV smo gostili Alana Perca, direktorja energetike Maribor, ki je razkril podrobnosti o problematiki odvoza odpadnega blata iz Dogoš in predstavil trenutno rešitev. Težava je namreč nastala zato, ker je sosednja Madžarska, kamor so odvažali odpadno blato, zaprla meje, zdaj se to zbira v Dogošah in čaka na primerno deponijo. Problem odvažanja odpadnega blata je trenutno predvsem v zaprtih mejah držav. Energetika Maribor je razpis objavila že decembra lani, prijavljenih pa ni bilo. Razpis so podaljšali, februarja pa se je prijavila surovina, a cena je bila tokrat zaradi razmer na trgu precej višja kot v preteklosti. Najprej bi rad razložil, da v osnovi v letu 2019, ne samo v Mariboru, ampak dejansko po celotni Sloveniji, lahko bi rekel tudi širše po Evropi, se je pojavila problematika, kam z blatom iz čistilnih naprav. Veliko blata čistilnih naprav, ki nastaja v Sloveniji, je odhajalo v tujino, predvsem na Madžarsko. Madžarska se pa je v lanskem letu, delno tudi politično, začela odločati, da tujega blata ne želi imeti pri sebi. In zato je postopoma začela prekinjati pogodbe oziroma ne sklepati novih pogodb z dejansko tistimi, ki so to blato prevažali tja. Več mestnih svetnikov je opozarjalo, da bi morali poiskati svojo rešitev za predelavo, tudi naš sogovornik priznava, da se o tem intenzivno pogovarjajo. Mislim, da konec novembra smo imeli predstavitev pri podžupanu dr. Samo Medvedo, bil je prisoten tudi Nigrad, mislim, da Snaga. Projekt je bil korektno predstavljen, vendar na naš poziv temu ponudniku mi do januarja nismo dobili ponudbe. Konkretne ponudbe, koliko ta tehnologija stane. Če ga nekje postavimo. Zakaj? Jaz se tudi danes sprašujem, zakaj ne. Nismo dobili konkretne ponudbe s tehnologijo, tako da bi dejansko mi lahko že mogoče projektno dokumentacijo pričeli pripravljati. Druga zadeva je ta, da do zdaj se je za te proizvode zahtevalo samo potrditev standarda, ki ga potrjuje ZAG, se pravi Zavod za gradbeništvo, da je ta pač produkt, da je to produkt, in dejansko pol izgubi to blato status odpadka. In ga lahko vgradiš, se pravi, tega se da pridobiti zagotovo, mi bomo v to tudi zdaj najverjetneje šli. A veliko je še odprtih vprašanj. Ampak istočasno se tudi zahteva za postavitev te naprave, da pridobiš tudi okoljevarstveno dovoljenje, ker gre za okoljski projekt, ki je jasno časovno vezano na nek čas. Pol moramo imeti lokacijo, kam ta objekt umestiti. Bi ta lahko bila problem? Lokacija? Jaz upam, da ne. Zagotovo so najugodnejše lokacije ob čistilni napravi, mogoče v Dogošah. Tu nekje bi lahko to napravo umestili. Tretja zadeva, ki pa je najpomembnejša, pa je, da je ta gradbeni kompozit potrebno, po mojih informacijah, v 6 urah od, ko ga proizvedeš, vgraditi. Ker po 24 urah je trd in ne moreš več z njim nič. Se pravi, te lokacije, kam pa to odlagati, pa mi trenutno res nimamo. Interes naj bi prihajal iz rudnika v Velenju, kjer bodo deležniki v prihajajočih dneh sestankovali. V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah vrata spet odpira ambulanta splošne in družinske medicine, tokrat s koncesionarjem. Ta teden sta trojiški župan David Klobase in direktorica Amigdale, ki bo poskrbela za ambulanto v Sveti Trojici, Ksenija Ljubojević-Džaferović, slavnostno podpisala pogodbo. Ambulanta bo začela delovati 8. junija. Občina je v začetku letošnjega leta izvedla postopek izbire koncesionarja za ambulanto, ker zdravstveni dom Lenart ni več mogel zagotavljati zdravnika za opravljanje zdravstvene dejavnosti v ambulanti splošne medicine v Sveti Trojici. Ta teden so postopki zaključeni s podpisom pogodbe, ki bo zagotavljala 15-letno koncesijo družbi Amigdala. Poleg elektrike, vode, interneta in vsega tega, kar se nam zdi samo po sebi umevno, je naša občina 13-14 let v bistvu hrepenela po vrnitvi zdravnika. Nekako bili smo navajeni na to, da je takrat tukaj upravljala svoje delo dr. Demšarjeva.
Veliko je bilo kritik na to temo tudi v prejšnjih mandatih. Veliko je bilo nekih želja po tem, da bi se zdravnik vrnil. Kako bo po novem delovala ambulanta splošne in družinske medicine, pa je povedala direktorica družbe Amigdala. Zdaj tako predvidevamo, da zaenkrat, ker smo pač pridobili samo pol programa, kar pomeni v bistvu ordinacijski čas 17 ur in pol na teden, bomo zadevo izvajali tako, da bomo delali v ponedeljkih in četrtkih dopoldne in pa ob sredah popoldne. Zadevo bomo probala zaenkrat koordinirati z kolegom Lukačem. Pomagal nam bo še en kolega, ki pač zaenkrat še pač ta mesec verjetno ne bo uspel, in pa naš mladi specializant, ki je že tudi proti koncu specializacije. Zato smo zaposlili tudi diplomirano medicinsko sestro, ki je v bistvu doma iz Trojice, in dejansko probamo dajati tudi službo domačinom, se pravi, da ne iščemo kadra povsod okrog iz Maribora, ne vem, iz drugih krajev, ampak da v bistvu domačinom damo možnost, da pač imajo tudi službo v domačem kraju. Nameravali so sicer začeti delati že prej, pa je situacija s COVID-19 upočasnila postopke. S 1. junijem bi sicer že lahko, a so najprej rešili še logistične izzive. Za 1.6. na nek način smo pridobili tudi program ze strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, malo zaradi logističnih zadev, malo tudi zaradi opremljanja in vsega tega, ker pač ne gre dejansko čez noč, bomo ambulanto prvič odprli v ponedeljek 8.6. ob 7. zjutraj. Do takrat bomo se potrudili, da bo tudi spletna stran. Do takrat smo že tudi se dogovorili z županom, da bomo dali v vsako v bistvu gospodinjstvo tudi eno obvestilo, kjer bodo vsi potrebni podatki. Na vas pa mogoče apeliram samo toliko, da dejansko smo še zmeraj v času COVID epidemije, ki sicer uradno ni več takšna kot je, ampak glede na to, da smo danes dobili podatke, da so zopet nove infekcije, bomo pač še zmeraj pričakovali oziroma od pacientov zahtevali, da se naročajo in da ne pridejo na vrata kar direktno iz ceste, ampak da je zadeva organizirana. Potem pa bodo tudi domačini lahko odločili, da si izberejo zdravnika v svojem kraju. Mariborsko podjetje IOS je Zvezi prijateljev mladine Maribor podarilo 100 litrov razkužila za roke. Že med epidemijo COVID-19 so v svojih laboratorijih razvili novo razkužilo za roke in površine Stay Safe, ki glede na svojo sestavo uničuje viruse in bakterije. V ZPM Maribor bodo to razkužilo razdelili socialno ogroženim družinam z otroki, uporabljali pa bodo ga tudi pri svojih aktivnostih na ustvarjalnih delavnicah in na lokacijah letovanj. V mladem mariborskem podjetju IOS se zavedajo, da je epidemija koronavirusa prizadela vse, da se je življenje v enem trenutku ustavilo. So pa v podjetju ta čas izkoristili za razvoj novega produkta Stay Safe, ki ga potrebujemo prav vsi. Gre za dezinfekcijsko sredstvo, ki vsebuje 70% etanola, kar je mogoče razlika od ostalih dezinfekcijskih sredstev, kajti dokazano je, da takšna količina etanola tudi preprečuje okužbo z COVID-19. IOS kot raziskovalno podjetje ima svoje laboratorije in odločili smo se, da izkoristimo svoje znanje, svoj potencial prav v tem času, ko se ni veliko dogajalo. In takrat smo tudi naredili svoj nov produkt, se pravi dezinfekcijsko sredstvo. Želeli smo s tem pomagati v tistem trenutku našemu okolju in vsakemu posamezniku. Kot vemo, tudi v tistem trenutku ni bilo dezinfekcijskih sredstev na trgu in prav to je botrovalo tej odločitvi, da pripomoremo k temu, da se vsi imamo priložnost zaščititi. Dezinfekcijsko sredstvo so želeli podariti, saj njihov namen ni bil zaslužek. Nismo gledali samo zaslužka. V tem trenutku res ni bil zaslužek to, da bi nas teral k temu, da ta izdelek izdelamo, ampak
potreba po tem izdelku, predvsem pa, da pomagamo ali družbi in posamezniku. Društvo, kateremu to podarjamo, se ukvarja z mladimi, ima stik tudi z družinami, ki so pomoči potrebne in pa potrebne neke določene pozornosti. In da se ne bojo počutile, da se jih ne spomnimo, smo se odločili, da prav njim podarimo ta dezinfekcijska sredstva. Seveda je bilo več predloga, ampak na koncu je prevladal ta, menim pa prav, da verjetno prav zaradi tega, ker imamo toliko mladih zaposlenih in čutijo bolj potrebo, ki jo čutijo mladi. Gre za 100 litrov dezinfekcijskega sredstva, za katerega so v Zvezi prijateljev mladine Maribor zelo hvaležni. Mi smo zelo zadovoljni, da se je donator IOS tako prijazno spomnil prav na nas. Kot je povedala direktorica, smo veseli tudi zato, ker so razmišljali o mladih, ker so mladi razmišljali o mladih, ker so razmišljali o tem, kako je potrebno neposredno pomagati družinam. Seveda so družine z otroci danes tiste, ki so v aktualnih okoliščinah v težavni situaciji in vsakršna donacija jim bo prišla prav, zato bo večji del donacije usmerjen prav njim, zato da bodo lažje prebrodili ali pa nadaljevali v teh nezdravih pogojih ali pa pogojih, katerih se bojimo, živeti njihov vsak dan, da bodo se tudi bolj varno počutili, hkrati pa se tudi mi seveda bomo počutili bolj varno tule v našem domu ustvarjalnosti mladih, ki ga odpiramo v teh dneh, oziroma že prejšnji teden smo ga odprli. S pomočjo doniranih razkožil bomo bistveno lažje poslovali, prvič zato, ker lahko na ta način bolj varno nekako zagotovimo pogoje dela, drugič pa seveda tudi zato, ker bomo zato imeli manjše stroške. V ZPM Maribor bodo sicer v zaščito morali vložiti veliko truda in dela, da bodo tudi obiskovalci Doma ustvarjalnosti mladih na varnem. Medtem pa so odprli tudi prijave za letovanje v Zvezo prijateljev mladine in v enem tednu so zbrali že več kot 850 prijav. Napovedujejo, da bodo letošnje izmene glede na trend prijav znova zapolnjene. V Sveti Trojici želijo ob nedeljah ustvarjati kontinuirano ponudbo ulične prehrane ob jezeru, zato so nadgradili lanski projekt in obogatili ponudbo, ki bi jo lahko imenovali tudi odprta kuhinja. Ob jezeru so namreč letos že drugič zapored skupaj z domačimi lokalnimi ponudniki pripravili hrano in pijačo za obiskovalce, hkrati pa tudi animacijo za otroke. Vsako nedeljo boste ob Trojiškem jezeru tako lahko uživali ob odlični ponudbi hrane lokalnih pridelovalcev, od domačih dobrot do različnih street fooda bo mogoče poskusiti. V Trojici želijo ponudnikom omogočiti dolgotrajno sodelovanje, domačine pa privabiti s pestrim dogajanjem. Želimo ustvarjati kontinuirano neke nedelje za neko redno ponudbo. Zdaj, glede na to, da je to vseeno taki naravni habitat, smo se odločili, da bomo vikende, že lansko leto v bistvu, da bomo vikende obogatili za to ponudbo neke vrste odprte kuhne v Sveti Trojici. Gre za street food ponudbo raznih različnih ponudnikov, od lokalnih do iz drugih občin. In zdi se mi, da zelo dober odziv v prvih 2 nedeljah, tudi v letošnjem letu, in nekako mislim, da bomo celotno dogajanje v Sveti Trojici, glede na situacijo, ki se je letos zgodila, nekako peljali prav tukaj ob jezeru, kjer smo na odprtem zračnem prostoru, in mislim, da je to ena taka prav posebna energija. Tudi v Sveti Trojici se tako zavedajo pomena domačega in da je spodbujanje lokalnih predelovalcev v času krize ena pametnejših potez. Ob Trojiškem jezeru so se tudi tokrat predstavljali ponudniki iz Trojice in okolice s svojimi dobrotami. Vse iz naše gibance, v Cvirkovke je vse domače, vse doma pripravljeno, skuta domača, tako da to še bolj privabi ljudi, ne. To je verjetno tisti recept zdaj, ko je tako treba spodbujati lokalno. Seveda, spodbujamo to. Pri sladkih vafljih nudimo čoko vaflje, pa vaflje z sadjem, pol imamo slane vaflje z ocvirki, z pršutom, sladolede s prelive, z vsemi dodatki. In pol zdaj novo, kaj imamo, samo za tukaj, je še pivo Bevok. To so pa kraft piva, verjetno poznate, ne?
pa gin tonic, ne, za mame. Tu pri Sveti Trojici se predstavljamo res z našimi izdelki. Vse, kar ponudimo, je naše domače. Za te imena, kot so vtrgana govedina in ta vtrgana svinjina, smo se pa odločili za to, ker zakaj bi uporabljali tujke, če pa je naše domače Slovenije goriško ime prav prisrčno. In tudi zanimivo, ne, ljudje, ko pridejo, kaj pa to je, ne, in radi probajo. No. Sprehod okrog našega lepega jezera, pa da se potem pač ljudje stavijo, pa nekaj spijajo, pri drugih pa kaj pojejo. Kaj pri vas dobijo? Pri nas dobijo pijačo, pa sladoled. Ob hrani in pijači so poskrbeli tudi za otroško animacijo. Ja, verjamemo, da ko bo lepše vreme, bomo dodatna vrednost na tem dogodku. Mi poskrbimo za zabavo otrok. Imamo tudi sladki kotiček, kjer ponujamo okusne slašije, sladkorno peno, kokice. Predvsem pa skrbimo, da se otroci zamotijo na naših napihljivih igralih, ki jih pač danes zaradi vremena nismo mogli postaviti. Obiskovalci so bili navdušeni nad naravno kuliso, ki jo ponuja Trojiško jezero, kot tudi nad ponudbo hrane. Jaz moram reči, da sem danes prvič tukaj, v Sveti Trojici sicer ne, ampak v takšnem stilu sem pa prvič in moram priznati, da je zelo fajn, lepa atmosfera, narava, ptički pojejo, kulinarika odlična, tako da mislim, da se res plača preživeti kvalitetno nedeljsko popoldne, sploh zdaj, ko smo bili toliko časa nekako zaprti doma, da spet ta socialni stik navežemo, da se družimo s prijatelji, da se dobimo, tako da priporočam res vsem. Street food ob Trojiškem jezeru bo tako znova postala stalnica vsako nedeljo popoldan. Poglejmo pa še, kaj se znova dogaja v naših krajih. V likovnem salonu Alojza Šušmelja, Hrama kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi, vabijo na ogled razstave izbor grafičnih listov privatne zbirke Ota Vogrina z naslovom Grafika Plus. Razstava bo odprta do 23. junija. Toliko za danes, spremljate nas tudi na portalih lokalec.si in nembereport.si. Ostanite zdravi in nasvidenje.